Založba Pivec razpisuje natečaj za najboljšo izvirno neobjavljeno pesem. Na njem lahko s po eno pesmijo, ki ne sme biti daljša od 60 versov, sodelujejo avtorji s pesmimi v slovenskem jeziku, stari vsaj 16 let. Svojima letošnjima soorganizatorjema Kosovelovo knjižnico Sežana in Splošno knjižnico Slovenske Konjice je izpeljala polfinalna pesniška turnirja 2016. Gre za nagradno natečajno prireditev, ki letos poteka že 16-tič, na njej pa se izbira najboljša neobjavljena slovenska pesem v letu. Na drugem polfinalu pesniškega turnirja 2016, 9. aprila, ki je potekal v Domu kulture v Splošni knjižnici Slovenske Konjice in je bil posvečen pesnici Vesni Šprajcer, ki je dan prej izgubila borbo z boleznijo, so v polni dvorani v prijetnem vzdušju prisluhnili pesmim 12 polfinalistov: Sejko Araki Gerl, Petra Bauman, Valter Čučkovič, Anja Grmovšek, Sergej Harlamov, Larisa Javernik, Petra Jeršin, Krisen Koželj, Urška Kramberger, Alenka Mihorič, Ana Porenta in Kaja Tržan. Prireditev sta moderirala Zora A. Jurič, pobudnica turnirja, in Nino Flisar, urednik pri založbi Pivec. Prireditev je glasbeno popestril še kantavtor in skladatelj Marko Grobler. Pod posušeno roko mesta pozabljen ždi antikvariat. S knjigami je tlakovana cesta, ulici zaprti vrat. Brezčasnost prenatrpanih ulic in vonja po odpiranju besed. V karkoplaško bledih lic zagrinjal svoj nevidni plet. Senčna blaška sončno stopa med obuljene platnice. Knjige rastejo do stropa, stavki počijo vrstice. Strokovna žirija je med prispelimi 172 pesmimi na natečaj izbrala 24 pesmi. Člani Irena Novak Popov, Borut Gombač in Urška P. Černe so izbrali svoje 4 finaliste, ki jih je razglasil edini prisotni član žirije Borut Gombač. Tu so postali Sergej Harlamov iz Ptuja s smrtonosno skušnjavo Teodiceje, Petra Jeršin iz Ljubljane, Vsak se lahko zmoti, Kaja Tržan iz Ljubljane s pesmijo Ruj in Ana Porenta iz Velikih Lašč s pesmijo Nikogaršnja. Občinstvo je v finale izglasovalo še Anjo Grmovšek iz Komende s pesmijo Mokre sanje in Kristjana Koželja iz Celja s pesmijo z naslovom Solstici starim inuitom. Literarni gost je bil vitez pesniškega turnirja 2015 Zoran Pevec, ki je spregovoril o svoji poeziji, delu v žirijah in prebral 2 svoji pesmi. Pesnik iz province. Pesnik iz province je morda Pep iz Cela. Ima telo, glavo, trup in ude. Lahko je pameten v malem mestu, a to ga ne more ustaviti, da ne bi bil tak tudi v velikem. Kar je pravzaprav podobno tepcu iz velikega mesta, ki je lahko tak tudi v malem. Ko v New Yorku zagleda fotografijo Franka O'Hare, se nekoliko zamisli in nadaljuje svojo pot do prvega muzeja, ker ni ničesar takšnega, kot je v muzeju v njegovem kraju. Zato je pesnik iz province nekoliko prestrašen, saj s tem izgubi svoj orientir. Pesnik iz province rad reče, da je bilo včasih bolje, kot je sedaj, kar ne pomeni nič drugega kot to, da je pravzaprav vse okej že danes. Če se pesnik iz province zaljubi pesnico iz province, nastane iz tega velika provincialna pesem, ki se na robovih včasih krha. Zato takoj začne variti za smrt, če tudi srčno upa, da ga bo poimenovanje ulice po njem poneslo v nesmrtnost. Pesnik iz province.
hodi tudi v velikem mestu vedno po istih poteh. Da ne bi se šel ali se izgubljen znašel v neprepovedanem kraju. Ko vidi na steni grafit Veselo na belo, ga takoj fotografira in se odloči, da bo kot črno na belem ob prvi priliki napisal pesem o tem. Morda ji bo dal enak naslov kot Henri Michaud v knjigi Premikanja odmikanja, tam spustiti glavo. In ko bo prišel iz velikega mesta domov, bo ugotovil, da je glava ostala tam, on pa hodi po brezpotih svojega malega sveta. In res je, si bo mislil. Tako majhna je moja glava, pa tako veliko besed je v njej. Hvala. Finale bo v soboto 23. aprila 2016 ob 19. uri v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Strokovna komisija bo izbrala viteza ali vitezinjo 16. pesniškega turnirja 2016, ki bo prejel oziroma prejela kovano vrtnico, knjigo in denarno nagrado v višini 500 evrov. Svojega nagrajenca bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.